Pozdravljeni! Danes je na vrsti 37. komentar novic in poglejmo si skupaj, kaj se je zgodilo zanimivega v preteklih dneh. Kot običajno tudi tokrat 4 različni sklopi, kjer se bom skušal dotakniti tematik, ki ali niso dobile, po mojem osebnem mnenju, dovolj pozornosti, ali pa so tako zanimive, da rabijo dodatni komentar. Viri do vseh navedenih novic bodo z bližnjicami zabeleženi v samem opisu, ukolikor koga izmed vas zanima, kaj je pisalo v izvirniku. A pojdimo kot običajno k našem prvem sklopu, da ne bomo kot običajno predolgi. Dobra novica iz Velike Britanije. Namreč pri ekipi Aston Martin izjemno resno mislijo pri svojih razvojnih načrtih in začeli so pri osnovah, torej tistem sedežu, na katerem se nahajajo, in tu bi vas rad spomnil, da ekipa Aston Martin domuje pravzaprav tam, kjer se je vsa zgodba davnega leta 1991 začela. V Silverstonu, v prav isti stavbi, kjer se je začela zgodba Jordana. In v 3 desetletjih se je spremenilo marsikaj. Od potreb po prostoru, nove tehnologije, ekipe so se zvečale, zato je razumljivo, da so začeli z gradnjo nove tovarne oziroma kompleksov stavb. Zato boste tudi zasledili, da se imenuje kampus. Stavbe bodo imele pokrite površine okrog 37.000 kvadratnih metrov in znotraj tega bo tudi nov vetrovnik, kar nam daje misliti, da se bodo nekako odcepili od tovarniške ekipe Mercedes. In tako v prihodnosti lahko bolidi Aston Martina ne bodo več tako podobni tistim, ki jih vidimo pri Mercedesu. A to so le moje osebne špekulacije. Zaenkrat gre za gradnjo stavb. Operativne bodo postale v začetku leta 2023, ampak lep korak naprej. Še posebej, če vzamemo v obzir, da to je prva tovarna, ki je na novo zgrajena v Formuli 1 po 17 letih. A zanimivo je nekaj drugega. Namreč ocena stroškov, ki so jih imeli pri ekipi Aston Martin. Te naj bi se gibale nekje od 150 pa do 200 milijonov funtov. Kar na prvi pogled zgleda ogromno, ampak če primerjamo to vsoto s tistim, kar porabijo ekipe vsako leto v proračunu, no ja, ta vsota dobi čisto drugačen pomen. Izgleda, da ekipe Formule 1 pravzaprav res porabijo ves denar, ki ga imajo na voljo takoj v tisti sezoni, ko ga dobijo, ne dajo nič na stran. In tudi zaradi tega lahko ne vidimo kakih velikih investicij v infrastrukturo. Spomnimo se, še pred časom je bilo govora, kako so pri McLarenu prodali svoj sedež ter ga vzeli nazaj v najem. Seveda, dolga zgodba, ki se nekako vleče iz tistih časov, ko so v McLarenu bili v finančnih težavah, ampak izjemno lep signal, da so se zadeve začele obračati in da pri Aston Martinu mislijo resno. V našem drugem sklopu se bomo pa dotaknili tiste nesreče med Lewisom Hamiltonom in Maxom Verstappenom iz Velike nagrade Italije. Vem, o tem je bilo mnogo govora na mojem kanalu in tudi drugi viri so o tem široko poročali. Ampak sedaj bi vas rad opomnil na 2 prispevka, ki sta po mojem izjemno zanimiva. Prvi prispevek je tisti, ki ga je objavil na uradni spletni strani
bivši voznik Formule 1, Joylon Palmer. Namreč sprašuje se, če je bilo sploh korektno kaznovati Maxa, je bilo prav ali je šlo za dirkaško nesrečo. Kot veste, sam sem mnenja, da tako trk v Silverstonu kot tisti v Monzi je bil posledica dirkaške nesreče. Ampak kdo sem jaz, da bi sodil? Tu imamo nekoga, ki je verjetno marsikateremu navdušencu Formule 1 premajhna avtoriteta, da bi lahko karkoli povedal, in govorim o Palmerju. Ampak imel je super licenco, vozil je Formulo 1, torej ima več izkušenj kot vsi mi skupaj. In po drugi strani, 13. septembra sem videl na drugem kanalu YouTuba enkratno analizo, ki jo je napravil Scott Mansell. Gre za kanal Driver 61, katerega priporočam, in tudi bližnjica do tistega prispevka je v opisu. Najprej je treba razčistiti nekaj. Scott Mansell ni v nobeni družinski povezavi z Nigelom Mansellom. Je pa človek, ki živi za motošport, ki ima ogromno izkušenj in je napravil prekleto dobro analizo. Kogar zanima, jo toplo priporočam. Ampak vrnimo se k bistvu. Namreč izgleda, da izjemno visoko število ljudi, ki imajo radi motošport, je mnenja, da v Monzi trk med Maxom Verstappenom in Lewisom Hamiltonom je bil posledica dirkaške nesreče. Zdaj se lahko začnemo tudi spraševati, zakaj so se komisarji odločili tako, kot so se. Je morda to tudi zaradi tega, da bi utihnili določene kritike, so bili pod kakim pritiskom, je bilo tu vmes kaj drugega ali celo tretjega, ne vem. Sam bi raje videl, da bi imeli malce bolj skupno mnenje o tistem, kaj se je zgodilo. Ne more biti toliko različnih ljudi mnenja, da je šlo za dirkaško nesrečo, medtem ko so komisarji ugotovili, da je bil Max Verstappen tisti, ki je bil večinsko odgovoren za nastalo trčenje. Celo Scott Mansell v svoji analizi ponuja zanimivo tezo, in to, da je bil Lewis Hamilton premalo agresiven, da je premalo zaprl tisto najhitrejšo linijo, kar sem sam tudi malce interpretiral drugače. Mogoče je Lewis Hamilton celo nalašč pustil toliko odprta vrata, da se je Max Verstappen pognal v tisto praznino. Tega mi ne bomo nikoli izvedeli, ampak zanimive teze in zanimivi viri, ki jih objavljajo, naprimer uradna spletna stran Formule 1. Na spletni strani motorsport.com sem 15. septembra zasledil izjemno zanimivo novico. V sezoni 2022 naj bi ekipe Formule 1 bile prisiljene obvezno uporabiti v petkovih prostih treningih mlade voznike. Sicer ne vem, kako se bo to izteklo, ukolikor bodo peljali tako imenovane sprint dirke. Gre samo za idejo in verjeli ali ne, ni definirano, kdo so ti mladi vozniki oziroma kdo naj bi bili. Letos smo jih videli na kakšnih prvih prostih treningih v ekipi Williams in pri ekipi Alfa Romeo Racing. Tisti glavni akterji se tega ne poslužujejo. Lepa ideja, ki bi lahko omogočila marsikateremu mlajšemu vozniku, da bi nabiral izkušnje in da bi tako nekako opozoril nase pri tistih ekipah, ki bodo imele proste sedeže. Videli smo, kako težko je priti iz Formule 2 v Formulo 1, če nimaš pravega zaledja. In pod pravo zaledje tu imenujemo
tiste vozniške šole raznih ekip. Ampak, če si ti v neki določeni vozniški šoli in če te podpirajo, to še ne pomeni, da si hiter. In mnogokrat se lahko tudi zgodi, da talentiran mladenič ne dobi priložnosti. Callum Elliot je lepo odšel v Združene države Amerike v serijo IndyCar in lahko smo izgubili tako potencialen talent v Formuli 1. Ta ideja, ta program, ukolikor bo uresničen, bo lahko prinesel mnogim mladeničem nekako možnost, da se bodo pokazali v pravi luči. In to je seveda pozitivno. Za konec pa še novica, ki sem jo zasledil na spletni strani italijanske revije Autosprint. Govorim o članku, ki je bil objavljen 14. septembra in ukvarja se z bodočim novim pogonskim sklopom Scuderie Ferrari. Tega naj bi pripravili za veliko nagrado Turčije. In mislim, da marsikateri navijač Scuderie Ferrari komaj čaka ta trenutek. Ampak med vrsticami v tem članku je zapisano marsikaj, kar lahko površnemu bralcu dobesedno uteče izpred oči. Pogonski sklop, ki ga bodo letos pri Scuderii Ferrari, je po mnenju avtorja dobesedno enak tistemu, ki so ga imeli na razpolago lani. Pri Ferrariju niso porabili tistih razvojnih možnosti, ki jim jih je dajal tehnični pravilnik Formule 1. Te spremembe bomo videli na tej novi enoti, ki bo ugledala luč sveta pred veliko nagrado Turčije. In mnogi navijači so navdušeni, kajti nov pogonski sklop pomeni več moči, višjo hitrost in boljše rezultate. Ampak konkurenca je tisti svoj razvojni potencial porabila že pred prvo dirko. Torej, sedaj je Ferrari v zaostanku in morda bo dohitel konkurenco. Nimamo pogonskih sklopov, ki bi imeli enako izhodišče in da bi tako lahko Ferrari dobil nekaj več. Zmanjšali bodo zaostanek, vsaj tako vsi upamo. In šlo bo predvsem za spremembe na tistem dvojcu turbokompresorja in MGU-ja ter po drugi strani MGU-ja, kar lahko prevedemo zopet, da bodo nekako izboljšali hibridni del ter nekako pridobili določene konjske moči s tem, da bodo zmanjšali upor pri regeneraciji same električne komponente. Ampak videli bomo, kaj se bo iz tega izcinilo. Mnogi avtorji so odkrito kritizirali pogonski sklop Scuderie Ferrari. V mojem osebnem mnenju je še zmeraj šasija tista, ki zaostaja za konkurenco. A po drugi strani bomo lahko videli, kaj se bo izcimilo na veliki nagradi Turčije, kjer pa bodo imeli, ukolikor bodo začeli uporabljati nov pogonski sklop, kazenska mesta. Namreč izpolnili so že svoj bonus in to, da sredi sezone, ko so že opravili z vsemi menjavami, vpeljujejo nekaj novega, pomeni, da kazenska mesta jim ne utečejo. In zopet se lahko sprašujemo, zakaj predstavitev novega pogonskega sklopa na veliki nagradi Turčije. Ni bilo možno tega vpeljati malce prej, ko so še imeli na razpolago tisti bonus 3 enot na sezono? Odgovora sicer nimam, ampak dobivam zmeraj večji občutek, da pri Scuderii Ferrari se mnogo stvari vpelje samo zato, da se o tem piše v raznih člankih. Namreč velika nagrada Turčije je bistveno prepozno, da bi lahko bilo kaj spremenila v poteku svetovnega prvenstva. A o tem, kaj bo prinesel nov pogonski sklop,
se bomo pogovarjali takrat, ko bomo videli konkretne rezultate. Danes je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.